Dobro jutro. Ajde. A zdobo rezultate? In? Vse ok? Eno vprašanje. Če bi bil pozitiven, komu bi dal svoje kroge na stezi? A to vprašanje stavi? Ja, hočem... Hvala, da mi si njačil. Hvala, da te. To sem hotel slišati. Zdaj, v teh čudnih časih so vse mednarodne prezentacije novih avtov, v bistvu to je prava redkost. Tako da jaz sem že iz tega vidika na nek način privilegiran oziroma hvaležen, da sem povabljen na eno mednarodno prezentacijo. Moram reči, da sem kar malo vesel, da grem. S Cirilom nimava nekega napornega programa, v bistvu morava sam priti do Milana, se namestiti v hotel in prespati, jutri bo pa malo bolj pestro. Dan, koliko si vesel za to, ker greva? Pa koliko si vesel za to, ker greva voziti, to, kar greva voziti? Ne vem, a pa ne spomnim, da sem se na zadnje ene predstavitve tako, da sem bil tukaj nahajpan. Mislim, Prav na hype? ja, nahajpan sem. A si vzel dirkaške rokavice? Hvala, ker si me spomnil, hvala, ker si iz predala vzel in si rekel, jaz tole rabim, se Ciril jih ima tudi, ampak ga ne bom poklical. Lej, to je tak kos, mislim, to moraš razmišljati. A gate si vzel? Ja, valjda. Ja, zakaj pol rokavic nisi? Ja, zato, ker jih nisem. Zakaj si pol gate? Ja, zato... Kaj je bolj pomemben? Ja, rokavice. Ja, no? Ker si v Italiji, se moraš obvezno staviti na pumpi, ker... Kava. Espresso za šankom, 1 evro vržeš, spiješ in pičiš naprej. If you can, try to catch me if you can, Kaj ti je? catch me if you can. We're renegades. We're renegades. We're renegades. They'll never see us 'cause we're moving the night. We're always ready if they put up a fight. I'll run, I'll climb, we'll outshine. You will run and think it's worth it to try. So listen up, I'm calling your bluff. Dobro jutro. Ej, pred spanjem sem malo razmišljal o Jarisu GR. A veš, kakšen občutek sem dobil? V bistvu, kada grem v Jurassic Park. A veš zakaj? Daj sam pomisel. V bistvu grem gledat izumrlo avtomobilsko vrsto. Imel si Imprezo v RX STI, imel si Lancerja Evo, imel si Focusa RS, ki so zdaj rekli, da ga ne bojo več delali. Se pravi, civilno verzijo rally specialke. In ko že misliš, da je v bistvu nek emisijski meteor pokončal vse te avte, se najde Toyota in reče, ne, mi bomo to speljali, mi bomo to naredili. Jurassic Park. Gremo pogledati Jurassic Park. Ena izmed stvari, ki mi gre najbolj vetra, Kaj? ker se sedem za ful veliki mol, ker padem noter 7 metrov v luknjo. To ali pa, ker se na WC-ju pokakam, pa pol pade v vodico in pol špricne nazaj. Seš, kaj bo rekla? Buongiorno. Girl on me. Temperaturo bo merila, stari. Buongiorno. Buongiorno, come? Komotar. Ok, K-O-M-O-T. ok, and? Kapetanović. K-A-P-T. Perfetto. Allora, you must car and park in the right. Evo, kar v redu scena, moram reči. Ciril, kaj pa če bi midva povedala, kje sva? Mi da sva v neposredni bližini Milana To je in res? če jaz prav stvari razumem, je to nek center varne vožnje oziroma tudi steza, dirkališče, ki naj bi bilo od največje italijanske, bom rekel, revije, ki se ukvarja z mobilnostjo, z avtomobili, tudi z motorji, Quattro rote, ne? Quattro Rote. Vem, dragi Primorci in vsi italijansko govoreči, ste me že pri mojem videu v GR Yarisu vsi večkrat opomnili, ni Quattro Rote, ampak Quattro Ruote. Ok, zdaj gremo pa lahko naprej. Še celo svojo pumpo imajo tukaj, pa veš, koliko je. Kaj je? A res? Ja, nisi vedel? Ne, Ciril ni lagal, lej, tam je pumpa. The track is a little wet, we have a few puddles. Ok, zelo malo spoznavanja bo z avtom,
Gremo kar takoj na stezo, en krog gremo z inštruktorjem, pa kar akcija, pa kar gremo. Dec je pokazal, kaj zna, zdaj sem pa jaz na vrsti. Planets alive, the stars burn bright, the sun goes down, we keep going on now. Going back down, the moment is now. Don't miss out, we're never turning around. That is young, we're out and free. If you can, try to catch me if you can. Catch me if you can. We're renegades. Moram te ujeti, dokler si še vroč. Stari, a lahko pogledaš, koliko sem že švicu? Povej mi, rajš vtise. Stari, v resnici, jaz sem blown away. A si? Jaz ne vem, a si imel ti tak občutek, da v vsakem trenutku točno veš, kaj se dogaja pod sprednjo pa zadnjo osjo? To sem hotel reči, da je avto toliko predvidljiv, eno sekundo preden se karkoli zgodi, Stari, vse veš. ti avto pove. Inštruktor je bil toliko prijazen, da mi je pustil ene par krogov, da sam naredim. Tale avto, točno tale Yaris, je opremljen s competition packom. Poleg izdatno nastavljenega športnega podvozja dobiš zraven še Michelin Pilot Sport 4S 18-palčne gume. Še najbolj pomemben je pa to, da dobiš dva mehanska torsen diferencijala, se pravi enega na sprednji, enega na zadnji osi. Se pravi, če si ti v ovinku in na notranji strani zgubljaš trakcijo, se ves navor prenese na tisto zunanje kolo, ki ima več oprijema. Delovanje štirikolesnega sistema pa je vedno enako. Če ga pustiš v normal, če se ne dotikaš nobenih gumbov, je navor razporejen v razmerju 60% spredi in 40% zadaj. Če pa s tem vrtljivim gumbom spremeniš, recimo zdaj v sport, se zgodi lih obratno. Zdaj imaš pa od zadaj 70% navora, spredi pa 30%. V praksi to zgleda tako, da v ovinkih lahko mečkan svinaš, po domač rečen, z zadnjimi kolesi in avto dodajaš malo zdrsa, malo prekrmarjenja, ampak sprednja kolesa še zmer pomagajo pri držanju smeri. Pol imaš pa še track mode. Track mode pomeni, da dobiš v bistvu optimalno nastavljen avto, neutralno lego. To ti pa pride prav takrat, ko želiš na stezi loviti stotink. A veš, kam je navduš? Vse mi je jasen. A veš tisti connection, ko se usedeš v avto, že po prvem hitrem ovinku, takoj vem vse o avtu. In pol mu preostanek steze sam še zaupaš. Toyota, svaka čast. Mislim, svaka čast za pogum, da v teh časih naredite sploh, da pomislite narediti avto, ki skregan z logiko današnjega časa. Druga stvar pa to, da vam je ratal. Enostavno vam je ratal. Še je upanje. Še je upanje za avtomobilizem. Zdaj pa konc zabave na pisti, dobil sem tale avto, pod narekovaji navaden Yaris GR, se pravi brez circuit packa. Čaka me odprta cesta, ene 2 uri vožnje. Ampak sem pa razmišljal, ne? Fajn mi je to, da Toyota pri zasnovi tega avta sploh ni šla po klasični poti. Klasična pot je to, da imaš ti nek navaden serijski avto, iz katerega narediš športen avto, iz katerega pol narediš dirkalnik, ki mogoče spominja na nek navaden avto. Tle je bilo pa čist kontra. Oni imajo VRC dirkalnik, ki so ga malo downgradali, da so naredili športen avto, tole, ki spominja na serijski avto. Čist kontra. Evo, lokacija ni lih seksi, vreme je nekako zasilo, ampak hej, važen je avto. Za začetek, jaz mislim, da se lahko strinjamo, da tale Yaris dobro zgleda. Mislim, že karoserija je posebna zaradi tega, ker ima 3 vrata in se razlikuje od navadnega Yarisa. In navadnega Yarisa sploh ne boš videl s 3 vrati. Opazna je seveda tudi nižja streha, ki izboljša aerodinamiko. Pa ker smo že pri strehi, ne? A opaziš tale vzorc? Ti je znan? Ciril bi rekel carbon fiber. Carbon fiber. Ampak ni čist, ampak je v bistvu polikarbonat, ki je ojačan z karbonom. Se veš, da vsaj pri tem avtu, vse te malenkosti, ki ti jih kažem, niso zaradi šminke. Čisti dokaz, da so razmišljali čisto vsem. Akumulator. Akumulator je zadaj zaradi boljše razporeditve teže. Malenkosti. Čar tega avta sploh ni v komplicirani zasnovi in neki napredni tehniki. Pravzaprav lih obratno. Namreč tole, kar vidiš tle, je svet avtomobilizma že videl. Pa je pol zginal, pa so spet začeli pogrešati. Tako da tlele imamo prečno postavljen motor, 1,6 litrski 3-valni turbobencinar. Zakaj 1,6 litra? V bistvu zaradi tega, ker je to na nek način logična izbira, ker ustreza vsem aktualnim FIA predpisom za večino rally special. Ker je to 3-valnik, ker je to turbomotor in ker imajo bati ful dolge hode,
Ne pričakuj vrtenja v neke neskončne obrate. V bistvu ima ta avto optimalno moč tam nekje od 3000 do 6000 obratov. A te zanimajo tudi gole številke? 261 konjev, 350 Nm navora, 1980 kg, 5,5 sekunde do 100, pa mislim, da je 230 km/h končna hitrost. To pa nisem ziher. Dobar dan. Kje si izgubljeni brat? Niso se najdla, ne? Vsak po svoje so šla. A sva midva zmožna zdaj narediti nek zaključek? I don't know if this thing makes sense. Povleč črto, a rečemo atmosfersko oceno. Zakaj pa ne? Ampak čakaj, kaj naj bi ta ocena v bistvu sploh pomenila? Mi iščemo ene vrste, da nam rekel X-faktor, ne? Nek skupek nekih emocij, Preveč stran kažeš, veš. nek šmek, ki ga ima To. avto, ki ga nosi s sabo, Ja. neko željo, koliko si ti želiš ta avto Točno voziti, to. ne koliko ima dobro kvaliteto izdelave, ne koliko je to sploh- močen, Ne, to sploh ni važno. ne koliko je Da hiter. mi ne bi s kakšnim kufrom strašil. Pa. Ne, Ej, čakaj, a to od 1 do 10? od 1 do 10, udarva na 3-4 zdaj. Ja, 3, 4, 4, zdaj. zdaj. 9. Mal placa si pustil za vse, kar še ostane avto. Pa mogoče se hočem malo njegov bran postaviti, ker mi je nekdo na Instagramu napisal, ej, a veš ti, da za ta denar dobiš že Golfa GTI, ne? Kaj Golfa GTI? Ja, ker sploh ni ista žival, mislim, sploh Ne, ni... meni ta avto danes ponuja eno tako ultimat zabavo. Jaz sem toliko užival, ampak enostavno sem dal 8 zaradi tega, ker sem si pustil še nekaj placa do 10, ker verjamem, da je še dosta avtov na cesti, ki jim lahko dam tudi kakšno višjo ceno. Lej, vsak po svoje razmišljava, ne? Jaz pa razmišljam, da znotraj enega segmenta, kar se športnosti tiče, in jaz mislim, da je treba tako gledati, ne Ja. čisto absolutno, v tem trenutku težko dosežeš še nekaj več. Pa se nič hudega, če sem mu jaz 9 dal, ne? Ti si mu dal 8, konec koncev je to kaj, 8,5 ali poprečje. 8,5. To ni slaba ocena. V bistvu mu Ne. direkt paše, ne? Ne, lej, to je v bistvu prvi avto, ki smo mu dali atmosfersko oceno Ja. in ta ocena je ful visoka. Za mene je res navdušil. Mene tudi stari. A je to to? A je to to? Kaj pa zdaj? No, gremo tam, A moramo? na kavo, A moramo? na pumpo.